Lep dober večer vsem, ki ste z nami, ki nam sledite, ki nas poslušate na tem live Zoomu Društva za srečno življenje Belis. Pozdrav tudi vsem, ki ste se naknadno priključili. Imeli smo na začetku uvod predstavitev programa, v drugem delu smo povedali nekaj o zaprtih mestih, ki že kažejo svoj pravi obraz. In sedaj nadaljujemo v tem drugem delu naših sporočil, predavanj ali pa messagev, kakorkoli želite. Sporočilo slovenskim odločevalcem v zvezi z nalezljivimi boleznimi. Tukaj na tem mestu želim povedati: pravno, etično, kemično, medicinsko in zdravstveno opozorilo glede prisilnih medicinskih posegov in nespoštovanja naših osnovnih človekovih pravic, predvsem v času, ko se objavi ali epidemija ali pandemija, to se pravi v času izrednih dogodkov, ker to niso izredne razmere. Čeravno je Slovenija najprej razglasila izredne razmere, se pravi vojno stanje, ki ga nikoli ni preklicala, pol je to samo preimenovala v izredne dogodke, preklicala izrednih razmer ni, tako da smo še vedno v vojni. Tako da izredne razmere zagovarjajo z izrednimi dogodki in tukaj prihaja v upoštev vojska. Vendar več o tem drugič. Danes pa beseda vsem odločevalcem v imenu slovenskega ljudstva, v imenu več kot 5500 članov Društva Belis, v imenu vseh naših podpornikov, v imenu vseh tistih, ki ste enakega mnenja kot smo mi in v luči aktualnih dogajanj in neprestanega poudarjanja pripravljenosti, izrednih razmer, napetosti, vojn, ne vem česar vsega, kamor smo priča po medijih, zaradi epidemij, je ključno, da na tem mestu danes in tukaj javno ponovno opozorimo na naše temeljne ustavne in človekove pravice, ki se jih ne sme kršiti. Ne glede na resnost razmer, kajti temeljne pravice, zapisane v Ustavi Republike Slovenije, pazite, mi smo demokratična republika, mi nismo politična demokracija, kakor si v državnem zboru predstavljajo, ali pa naši nekateri funkcionarji in župani, mi nismo politična demokracija, to je past, mi smo demokratična republika. Ja? Potem v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in v mednarodnih pogodbah predstavljajo našo neodtujljivo in osnovno pravico do naše pravne države, kot je postavljena v Ustavi. Kakršnakoli kršitev teh pravic, še posebej v kontekstu prisilnih medicinskih posegov, je nespremenljiva, protiustavna in protičloveška. Pa dajmo malo pogledati zakonodajo, na primer Zakon o nalezljivih boleznih ZNB, ki nikakor pod nobenim pogojem ne more služiti kot izgovor za kršenje temeljnih človekovih pravic. Zakon nikoli ne more biti nad ustavo in ta oba dokumenta, niti zakon, niti ustava, ne moreta biti nad osnovnimi človekovimi pravicami oziroma nad deklaracijo človekovih pravic. Zato prisila posameznikov v medicinske posege, kot rečejo obvezno, ko rečejo besedo obvezno, pomeni, da nimajo zakonske podlage. Zato vsaka stvar, kjer vam pišejo uradnike obvezno to, obvezno tisto, obvezno to in rečejo obvezno moraš to narediti in se sklicujejo na neka pravila, na neke podzakonske akte, vedite, da nimajo zakona. In ko sem jaz videl, da odloki v času epidemije prihajajo ven, sem vedel, da to ni zakon. Točno sem vedel, da to ni zakon. In če ni zakon, ni v skladu z ustavo. Prvič ni zakona, drugič ni skladno z ustavo in odlok vlade, ki je bil totalno protiustaven. Vemo, kaj se je dogajalo. In take stvari, taki odloki, take obveznosti, glede cepljenja in brez našega soglasja predstavlja
najbolj grobo kršitev ne samo do človeka, ampak tudi zapisanih vseh stvari, ki so v ustavi, do telesne nedotakljivosti, o kateri govori 34. člen ustave. Da ne govorim do pravice odločanja o osebni svobodi. 35. člen ustave o tem govori. Lahko si preberete malo te člene, jih najdete na internetu. Pogooglajte malo. Prav tako poseganje v človekovo telo brez njegovega soglasja v nasprotju z mednarodnim pravom, kot so določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah. O tem govori 3. člen prepoved nečloveškega ravnanja. In kot sem že prej omenil, splošne deklaracije človekovih pravicah, člen 5 prepoved mučenja. In vsak poslanec državnega zbora, kot tudi vsi funkcionarji v Sloveniji, župani, upravni delavci, sodstvo in tako naprej, morajo spoštovati ne samo zakon, ko se sklicujejo na zakon, predvsem ustavo, čeprav seveda zakone tudi, ki so v skladu z ustavo, in pa vse mednarodne pogodbe. V primeru, da bi kdorkoli vedoma, ponavljam, v primeru od teh funkcionarjev, ki sem jih zdaj imenoval, da bi, kar počnejo, ampak od zdaj naprej, vedoma spodbujajo ali zavajajo prisilne medicinske posege, kot so cepljenje brez soglasja, zavedajte se, da je neposredno odgovoren za kršitve teh pravic in se lahko sooči z resnimi pravnimi posledicami. Morda ne ta hip, ampak prišel bo čas. Že po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije se takšna dejanja lahko štejejo, ne samo lahko štejejo, ampak se dejansko štejejo za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic v 257. členu ali pa 132. člen, ki govori, kaj govori o prisiljevanju, o prisiljanju, ali pa 102 oziroma ali pa 2. člen 123 in naprej o telesnih poškodbah, ki so narejene naklepno namerno. Prav tako je ključno poudariti pri vsem tem, da morajo biti vse odločitve, ki vplivajo na zdravje in telesno integriteto posameznikov, vseh nas, sprejete na podlagi znanstvenih dokazov, ne laži, ne plačanih oglasov znanstvenikov, kjer jih plačujejo, zato da nekaj napišejo in rečejo, to je pa zdaj stroka, ga vprašaš, kaj pa to je, pa ne ve, nima odgovora. Ja, in da je v soglasju s pravico posameznika, da posameznik raziskuje. Ne pa, da ti uradnik reče, kaj boš pa ti to raziskoval, se nimaš pravice raziskovati ali pa pisati, so te blokirali, ker si raziskoval. Ne, dragi moji, ne pod vplivom korporativnih interesov, političnih pritiskov ali neizvoljenih mednarodnih organizacij. Poskusi, da se znanost o virologiji prekriva s toksikologijo, kot nakazujejo primeri, kjer se kemijske substance iz cepiv predstavljajo kot kužne bolezni, so najbolj nevarni stavki in mnenja, ki smo jih deležni. In takšna manipulacija z javnim mnenjem in zdravjem prebivalstva je skrajno neetična in po drugi strani pravno absolutno nesprejemljiva. Poudarjam, da so se v času preteklih epidemij, pa vzemimo to zdaj, ki je bil COVID-19, pojavili neštevilni primeri hudih stranskih učinkov cepiv, ki so jih mediji pogosto ignorirali, prepisovali drugim stvarem ali minimalizirali. Strupi, toksini v cepivih, ki povzročajo reakcije podobnim kužnim boleznim, lahko služijo in dejansko služijo kot orožje biološkega vojskovanja, kar je bilo odkrito tudi v dokumentih proizvajalcev cepiv, kot je cepivo Tonix za opičje koze. In veste, kaj imajo gor? Na vseh teh cepivih je oznaka dual use, dvojna raba. Dvojna raba pomeni, da lahko uporablja vojska in civilno prebivalstvo. Kar uporabljajo civili, lahko vojska uporablja, kar uporablja vojska, se uporablja v civilne namene. Vojaški strup v civilne namene. Zdaj boste razumeli, kaj sem v uvodu povedal. In to povečuje dodatno zaskrbljenost vseh nas. Pomembno je samo to, da znamo izraziti, povedati in predvsem razumeti. V primeru, ko pa pride do prisilnih medicinskih posegov, imajo prizadeti posamezniki pravico do pritožbe na ustrezna sodišča, vključno z Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, Evropskim sodiščem za človekove pravice
In če tega ne narediš, pomeni, da si pristal. Če pa to narediš, morajo pa postopki teči. Vsakdo ima pravico, da vloži odškodnino, odškodninsko tožbo, pa ne samo tudi kazenski predlog, kazensko ovadbo proti odgovornim osebam in inštitucijam. Vsakršna kršitev teh pravic bo prej ali slej imela pravne posledice, vključno z možnostjo odškodninske odgovornosti države in posameznikov, ki so te kršitve izvedli ali jih dovolili. Če je v Republiki Sloveniji 40 takšnih tožb, je to premalo. Premalo. Če bi bilo več tožb, pritožb, odškodnin, verjemite mi, da bi se sistem popolnoma drugače odvijal. S tem sporočilom vas uradno obveščam o morebitnih kršitvah ustave, zakonov, EU pravil in mednarodnih pogodb, če bi prisilni medicinski posegi ali drugo ravnanje, ki bi kršilo temeljne človekove pravice, postali praksa v naši državi. Ni daleč, da to postaja kar vsakdanjik. Posamezniki smo, ki to razumemo, smo še glasni, si upamo reči, zato še ni to čist vsakdanja praksa. Evtanazija s cepljenjem. Noben poslanec, spoštovani, nobena uradna oseba, ki bo to slišala, ki prejme to sporočilo, kakorkoli drugače, se ne bo mogel sklicevati, da tega ni vedel, da tega ni slišal ali da tega ni razumel ali da ni razumel situacijo. Zdaj smo to povedali na glas, to vemo in se tega zavedamo. Prav je, da vedo, da vemo. In v primeru kršitev se bo vzpostavila osebna odgovornost vseh vpletenih in jih bomo spremljali v pravnih postopkih in v sankcijah, ki jih omogoča zakonodaja. Če se sami sklicujejo na pravila in zakon in če velja za vse enako, kot smo ugotovili, potem dajmo temu tako tudi narediti. Torej, spoštovanje temeljnih pravic državljanov mora biti vodilo vsake odločitve, še posebej v času, ko se soočamo s takšnimi izzivi, kot so epidemije. Zato pozivam vse odgovorne, ne samo v državnem zboru, pač pa vse funkcionarje, posebej apeliram na župane, ki vodijo vsak kraj posebej s prebivalstvom, da ukrepajo in delajo samo v skladu z ustavo in zakonodajo in mednarodnimi pravili ter zagotovijo, da se pravice posameznikov ne kršijo pod nobenimi pogoji. To vam srčno sporočam iz Društva za srečno življenje Belis v imenu upravnega odbora. Srčna hvala za ta posluh, za to kratko sporočilo. Čez 8 minut bo pa na vrsti predsednica Iviljana Belis, kjer bo imela tematiko spoštovanje do otrok. Se vidimo čez 8 minut. Hvala lepa.